tekaški dan lahkih nog radovedni naokrog v Žički Kartuziji. Na naslednjem tekaškem dnevu, ki bo 30. septembra, se bomo srečali v Dravinjski dolini v občini Slovenske Konjice, natančneje v dolini Svetega Janeza, ki leži ob vznožju Konjiške gore. V to tesno in popolnoma odmaknjeno dolino je lastnik tega posestva, štajerski mejni grof Ottokar III., okrog leta 1150 povabil menihe iz Velike Kartuzije na Francoskem. Menihom se je vabilo očitno zdelo zelo zanimivo, kraj pa primeren za njihov odmaknjeni dom, in so ponudbo sprejeli. Takoj po prihodu so pričeli z gradnjo večine poslopij in meniških celic. V zgornjem samostanu oziroma Žički Kartuziji so uredili prostore za brate z zelo strogim redovnim življenjem, v spodnjem samostanu oziroma v špitalu pa za brate laike. Bratje so se ukvarjali z opekarstvom, mlinarstvom, steklarstvom in drugimi rokodelskimi deli. Predvsem pa so bili znani po naravnem zdravilstvu, lekarništvu in pa po prepisovanju knjig. Rokopisi iz Žičke Kartuzije nam kažejo več stoletij nepretrganega razvoja srednjeveške knjige. Rokopisi so pravi spomeniki, ki nam sporočajo marsikaj. Začetnice poglavij v teh knjigah so tako okrašene, da lahko govorimo o posebnem žičkem slogu. Pri prepisovanju pa so sodelovali tudi slikarji, tako domači, žiški kot gostujoči. Bratje so znali poskrbeti tudi za popotnike, saj so v špitalu, poleg bolnikov, sprejemali tudi goste. Kljub določeni odprtosti pa so bila pravila obnašanja nadvse stroga. Natančno so bile določene ure prebujanja, molitve in ročnega dela. Večino časa pa je vse potekalo v čisti tišini. Bratje so se sešli le v soboto popoldan, da so se spovedali in pogovorili o potrebnih rečeh za cel naslednji teden. Žička Kartuzija je delovala več kot 600 let. Potem pa jo je leta 1782 cesar Jožef II. Ukinil, saj je bil mnenja, da strog kartuzijanski red ni v skladu z njegovo idejo razsvetljenstva. Redovnega življenja je bilo takrat konec, stavbe pa so leta zatem začele propadati. Naša tekaška pot bo tokrat prav poseben izziv. Iz Žičke Kartuzije se bomo podali v hrib, ki se bo vil skoraj 6 km navkreber. Premagali pa bomo približno 200 metrov višinske razlike. Bolj zagnani bodo vzpon pretekli, drugi prehodili, možno pa bo tudi oboje. Pri 3 križih se bo pot zravnala in nekaj kilometrov bomo tekli po pobočju Kamne gore in Tolstega vrha z razgledom na Savinjsko dolino. Spustili se bomo do Špitaliča, si oddahnili pri znameniti cerkvi s škrlasto streho in potem ob zanimivi leseni ograji, ki spominja na stare čase, odtekli naprej vse do Kartuzije. Pot bo trajala približno 3 ure, po poti pa bodo postojanke z okrepčili. Kosilo nam bodo pripravili v stari samostanski kuhinji, v zelo starem poslopju, Gastužu, kjer bomo za lesenimi debelimi mizami med drugim poskusili njihovo meniško koprivno juho. Po kosilu bomo od blizu pogledali za visoke zidove samostana in videli, kam so se menihi umaknili v strogo samoto, kjer so se lažje prepuščali molitvi in razmišljanju. Vodička pa nam bo odprla vrata tudi v samostansko lekarno, kjer bomo lahko poskusili nekaj njihovih zvarkov z zdravilnimi zelišči, v lončarsko-slikarsko delavnico, kjer bomo videli oblikovanje različnih glinenih izdelkov, in pa v samostanske kletne prostore, kjer zorijo konjiške penine. Vabljeni!